Pozdravljeni, dragi otroci! Ravno brskam po knjigi in iščem, katero pravljico bi danes izbrala za vas. Namreč v mojem knjižnem kotičku se nahaja ogromno zanimivih pravljic, ki že čakajo na vas, zato se le naročite. Za današnji dan pa sem izbrala eno zelo zanimivo pravljico z naslovom Lepotica in zver. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tejle pravljici. Pred davnimi časi je v mestu v razkošni hiši živel bogat trgovec s 3 hčerami. Starejši 2 sta bili sebični in domišljavi. Najmlajša, ki so jo zaradi očarljive zunanjosti klicali Lepotica, pa je bila dobrosrčna, iskrena in velikodušna. Trgovec je zaradi slabih kupčij izgubil velik del premoženja in se je moral s 3 hčerami preseliti v skromno kočo na podeželju. Lepotica se je zlahka navadila na novo življenje, sestri pa sta se nenehno pritoževali. Nekega dne je oče oznanil, da mora odpotovati v mesto. In ker se mu je obetal posel, ki bi ga lahko rešil denarnih skrbi, je hčeram obljubil, da bo vsaki prinesel darilo. Starejši sta takoj zahtevali obleke in dragulje, medtem ko si je Lepotica zaželela samo vrtnico. Žal se trgovcu načrti niso posrečili in domov se je odpravil praznih rok. Ko ga je na poti presenetil snežni vihar, se je poiskal zavetje v navidez zapuščenem gradu. Naslednje jutro se je zastrmel skozi vrata v ograji in pogled mu je obstal na bujno cvetočem rožnem vrtu. Spomnil se je na obljubo, ki je dal Lepotici, segel proti eni od prekrasnih vrtnic in si rekel: tako bom osrečil vsaj eno od hčera. Nenadoma pa je iz grmovja skočila grozna pošast, trgovca zgrabila za roko in zarjovela: nehvaležnež, sprejel sem te pod streho, ti mi pa kradeš? Trgovec je momljal opravičilo in pojasnjeval, da je vrtnica darilo za najmlajšo hčer, a zver se ga ni usmilila. Izgovori te ne bodo rešili pred ujetništvom pri meni, razen če mi v zameno za svobodo ne pripelješ lastne hčerke. Po teh besedah mu je pošast predala polno skrinjo draguljev za hčere, da bodo imele od česa živeti med njegovim ujetništvom. Trgovec se je nato lahko vrnil domov, da bi se še zadnjič poslovil od deklet. Nesrečni starec je hčeram pokazal zaklad in jim v solzah povedal, kako je prišel do njega in kaj mora storiti v zameno zanj. Lepotica pa se je brez pomisleka ponudila. Ker si v težavah zaradi moje vrtnice, bi te morala jaz spremljati, kakor predlaga zver. Drugi 2 hčeri, ki jima ni bilo dosti več do draguljev kot do lastne sestre, sta ga prepričali, da mu ne preostane drugega, in tako se je naslednji dan Lepotica z očetom odpravila do gradu. Zver jo je prijazno sprejela, trgovca pa je na hitro odslovila in mu zabičala, naj se ne vrača več. Takoj, ko sta ostala sama, jo je pošast pomirila in ji podarila posebno zrcalo, v katerem je lahko kadarkoli uzrla svojo družino. Lepotica in zver sta se sčasoma močno navezali, saj sta vse dneve preživeli skupaj. Vsak večer jo je pošast prosila, naj se poroči z njo. Ona pa jo je zavrnila, češ, da do nje čuti le prijateljstvo. Ko je Lepotica nekega žalostnega dne v čarobnem zrcalu videla, da je oče hudo zbolel in obležal v posteli, je odhitela k zveri in jo prosila, ali ga lahko gre obiskat. Pošast je nerado pustila oditi, a jo hkrati posvarila. Jutri greš lahko obiskat svojega ljubega očeta, torej vrni se čez 7 dni, sicer bom umrl od žalosti. Takoj, ko se je Lepotica vrnila domov, se je oče tako razveselil, da je v nekaj dneh povsem okreval. Pomirjena se je že pripravljena za vrnitev v grad, vendar sta jo sestri iz zavisti zaradi razkošnih oblek in dragotin, s katerimi jo je obdarila zver, prepričali,
naj z družino ostane še kakšen dan. In ko se je naposled le vrnila k prijazni pošasti, je bila ta že napol mrtva. Šele takrat je spoznala, da jo globoko ljubi, zato je objela in rekla: nikar ne umri, ljubezen moja. Ko bi le vedel, kako te ljubim in se želim poročiti s tabo. Takrat je umirjajoča zver čudežno izginila in namesto nje se je pojavil čeden princ ter ji zaupal svojo čudežno zgodbo. Zlobna čarovnica ga je spremenila v grozno pošast, njen urok pa je lahko premagalo le dekle, ki bi ga iskreno ljubilo. Ljubimca sta prekipevala od veselja in se radostno objela. Čez nekaj dni sta se poročila in na svatbo sta povabila tudi lepotičinega očeta. Hudobni sestri sta se spremenili v kamnita kipa in zavedno ostali na grajskem vrtu, kjer sta bili priče sreče med ljubko lepotico in njenim ženinom. Konec dober, vse dobro. Še ena izmed pravljic, ki dokazuje, da ljubezen premaga vse težave. Tako, verjamem, da vam je bila pravljica všeč. Če si pa želite slišati še kakšno pravljico, potem le kliknite na moj knjižni kotiček. Lepo se imejte, uživajte, radi se imejte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau!